Časa ne moremo vrniti nazaj. Namen današnje meditacije in razmišljanja je naš čas, ki ga imamo, ter ozaveščanje pomena vsakega trenutka našega časa posebej, ki nam je podarjen. Čas, ki ga imamo na voljo. Čas, ki smo ga preživeli, ne moremo zavrteti nazaj, niti ga spremeniti in niti vrniti. Naš čas je tako zelo dragocen, zato ga ne tratimo za nepomembne stvari. Poskušajmo vsak svoj trenutek časa čim bolj izkoristiti ter ga polno živeti, da nam ne bo kasneje žal. Zakaj bi torej svoj dragoceni čas zapravljali za jezo, kritiziranje, opravljanje drugih, razno obtoževanje, prepir, sovraštvo, za stvari, ki so popolnoma nepomembne, za stvari, ki nas ne osrečujejo in ne radostijo? Ne živimo nezavedno. Poskušajmo vsak svoj trenutek časa ozavestiti ter ga preživeti tako, kot si ga mi sami želimo. Naredimo globok vdih in izdih. Ter se zavedajmo tega trenutka v času, kjer je edino možno kaj narediti, trenutka, v katerem lahko spremenimo vse tisto, kar nam ni všeč. Ta trenutek je vse, kar imamo, zato se mu ne odrekajmo. Zavedajmo se ga vsak trenutek. Časa, ki smo ga preživeli, ne moremo več vrniti, ne moremo ga spremeniti ali ga zavrteti nazaj. Ta čas je že minil. Zato je še toliko bolj pomembno, da ne živimo več v dramah, ki so se že zgodile, drame, ki so že minile. Zakaj bi se torej v tem trenutku še naprej obremenjevali s stvarmi, ki so že naša preteklost? Zakaj bi travmirali in bili žalostni za stvarmi, ki so se preprosto že zgodile? Za stvarmi, ki so že minile. Kar se je zgodilo, se je pač zgodilo in tega ta trenutek ne moremo več spremeniti, niti ne vrniti. Tega časa ne moremo več dobiti nazaj ter ga nadoknaditi. Preprosto je minil in ga ni več.
Vse to je naša preteklost, ki je že minila in je ne moremo spremeniti. Edino, kar lahko spremenimo, je naš pogled na to, kar se nam je že zgodilo. Zato je pomembno, da pustimo preteklost za seboj in gremo dalje. Niti si ne sodimo za stvari, ki smo jih storili, četudi nam ta trenutek morda niso všeč. Zavedajmo se, da smo sleherni trenutek našega življenja ravnali točno tako, kot smo takrat najbolje znali. Zato se ne obtožujmo za stvari, ki smo jih že storili. Ravno tako se ne obremenjujmo s prihodnostjo, ki šele pride. Pustimo prihodnost. Ta trenutek ni pomembna. Zakaj bi torej ta trenutek skrbeli za stvari, ki se sploh še niso zgodile? Zakaj bi ta trenutek bili žalostni ter se obremenjevali in skrbeli za našo prihodnost? Saj se zavedamo, da smo mi ustvarjalci svojega življenja in da misel, ki jo imamo ta trenutek, bo ustvarila našo prihodnost. Naj bo vsaka naša misel takšna, kot si želimo, da bi bila naša prihodnost. Le ta trenutek je pomemben. Samo ta trenutek šteje. Zato se ta trenutek še toliko bolj zavedajmo svojega časa in ga sprejmimo kot največje darilo, ter ga nikdar, prav nikdar ne jemljimo za samoumevno. Vsak trenutek svojega časa poskušajmo čim bolj polno živeti. Zato poslušajmo sebe, poslušajmo svoje srce. Vsak trenutek svojega dragocenega časa dobro izkoristimo. Zato svoj dragoceni čas preživimo z ljudmi, ki jih imamo radi. Delajmo stvari, ki nas veselijo in osrečujejo. Pripovedujmo si stvari, ki nas razveselijo. In živimo tako, da bomo srečni. Bodimo sprememba, ki jo želimo videti. Zato ne počnimo stvari, za katere nam bo kasneje žal. Ne prepirajmo se z ljudmi, ki jih imamo radi. Ne sodimo drugih, niti jih ne kritizirajmo. Ravno tako ne sodimo in ne kritizirajmo sebe, ter se ne obtožujmo. Zdaj smo tukaj, kjer smo. In ta trenutek se še toliko bolj zavedajmo svojega dragocenega časa. Časa, ki nam je podarjen.
Ves ta čas tega sveta nam je naklonjen, zato ga sprejmimo kot največje darilo, ter ga zavestno porabimo za stvari, ki nas bogatijo in radostijo, za stvari, ki nas delajo izpolnjene, za stvari, ki nas sleherni trenutek osrečujejo. Vsak trenutek časa, ki ga preživimo, je pomemben, saj vsak trenutek časa pravi čudež. Tega nikoli ne pozabimo. Prav vsak trenutek časa je neprecenljiv. Vsak trenutek svojega časa cenimo in ga spoštujmo. Bodimo hvaležni prav za vsak trenutek tega dragocenega časa, ki nam je namenjen. Zavedajmo se, da ga nimamo na pretek. Vprašajmo se, kolikokrat se resnično zahvalimo za čas, ki ga imamo. Za čas, ki smo ga dobili. Kolikokrat se resnično zahvalimo za vsak novi dan, ki nam je ponovno podarjen. Za vsak nov trenutek, ki nam je naklonjen. Zato sleherni trenutek svojega dragocenega časa čim bolj polno preživimo. Napolnimo ga z ljubeznijo, hvaležnostjo, radostjo in igrivostjo. Kar je minilo in tega ne moremo več vrniti, niti ne spremeniti. Kar bo prišlo, je še v prihodnosti. Pomemben je le ta trenutek tukaj in sedaj. Le ta trenutek šteje. Vsak trenutek svojega časa preživimo tako, da ga kasneje ne bomo obžalovali. Zavedajmo se dragocenosti svojega časa, ki ga imamo, in bodimo sleherni trenutek zanj hvaležni.